Lep dober večer vsem skupaj. Evo, danes pa je četrtek, 2020. Ful mi je bilo zanimivo, ker mi je rekla gospa, danes ena po telefonu, nisem tista, ki bi vas vedno gledala v četrtkih 2020, ko pa naletim na vaš video, pa ga gledam. In mi je bilo ful všeč, se strinjam, zato pa imamo te Facebooke, da lahko pogledamo, kadarkoli želimo. Danes imamo zanimivo temo, ki sem jo prejšnjič odprla, ker se mi je zdela pomembna, da se malo seznanimo s to temo, da slišim tudi vaša mnenja, da mi malce vi poveste, kako vidite to stališče duhovnosti ali pa osebne rasti. Saj ne vem, kaj je boljše, da rečemo osebna rast ali duhovnost in tudi uspešnost. In prejle, ker sem se pripravljala, me vpraša mož, dober večer, Nina, me vpraša moj mož, in katero imaš ti danes temo? Pa jaz rečem, danes imam temo duhovnost in uspešnost. In uspešnost in duhovnost. In pol ga vprašam za njegovo mnenje, kaj on to misli, ampak predtem bom najprej vas vprašala, če lahko vas vprašam, tako da iskrena hvala. Nika, Vanja, Janja, Tina, Nevenka, koliko vas je napisalo že na prejšnjem videu, kako vidite to duhovnost. Dober večer, Dunja, kako vidite duhovnost z uspešnostjo. Dober večer, Tina. Evo, Tina je napisala krasna tema, super, odlična tema. Mirjana, dober večer. Ja, kako lepo mi je napisala naša boginja. Vse smo boginje. Samo to, našo boginjo je treba odpreti, to boginjo noter v sebi. Ok, kako vidite vprašanje, zaradi tega, da se bomo dotaknili to temo, da se bomo, meni tako si želim, veste res, kaj si želim. In to bom zdaj postavila kot željo za leto 2020. To mi je vedno bil interes, da imamo take skupnosti, kjer se lahko pogovarjamo, kjer lahko delimo, kjer lahko izmenjujemo mnenja. No, mi bomo to na križarjenju imeli, jaz bom to zdaj probala na križarjenju in srčno upam, da bo fantastično. In potem bi to rada naredila, da bi to leto 2022 bilo takšno leto, kjer lahko delimo izkušnje in mnenja in poglede in vse tisto, kar pač čutimo, da bi bilo prav. Kako vidite, kaj imata skupnega? Ali greta z roko v roki duhovnost in uspešnost? Ali vidite, da je to dobro, da so uspešni ljudje tudi duhovni ljudje? Ali vidite, da ni potrebno biti duhovn? Osebnostno rast, govorimo duhovnost, enostavna beseda za to, da začnemo delati na sebi. Kakšno je vaše stališče? Čisto tako, da vem. Ali ocenjujete, da oseba, ki je uspešna, je tudi duhovno, ne vem, kako bi rekla besedo? Ne morem reči duhovna, ampak to dela na sebi, osebnostno rast, ali skrbi tudi za osebnostno rast. Mogoče vaše mnenje, vesela bom vašega mnenja, da slišim, kako vidite, ali ocenjujete, da oseba, če nima, to pomeni, če ne dela na sebi, pač ne mora biti uspešna, ne dela na sebi, to pomeni, da se ne poglablja vase, ne razrešuje svoje vzorce, ne želi vsako leto postati boljša oseba, kar se tiče ljudi in tako naprej. Je kakršnokoli, zelo vesela bom vaših predlogov, kaj mi boste napisali, ker želim tako. Želim videti malo, kakšni ljudje me spremljajo, kako vidite, ker če se bomo o takih temah pogovarjali, bomo znali tudi vedeti, ne bomo obsojali ljudi, ampak ki bomo sprejeli, bomo rekli, aha, takšni so, zdaj je tisti čas, vedeli bomo, kaj se dogaja. Jaz bom danes delila mojo osebno izkušnjo, zato da boste vedeli prvo plat, pa potem to plat, ker računam, da imam obe. Je kako mnenje, oziroma kakšna, vse veste, mnenje, vsako mnenje je resnica, to pomeni moja resnica, vaša resnica, tudi če rečete da, ne, ponovim. Ali ocenjujete, da uspešni ljudje so tudi delajo na osebni rasti, to pomeni so poduhovljeni, duhovna bitja v tem stilu, da res skrbijo, da razrešujejo svoje vzorce, da postajajo vsak dan boljše osebe. Če bo kakršnokoli, bom vesela. Super, evo, Tina ga napisala, moja stališča ni nujno, da oseba dela na sebi, zase pa vem, da mi je veliko lažje, če delam na sebi. Krasno, iskrena hvala. Res te je, hvala, da ste to napisala. Zelo lepo je napisala. Jaz bi zdaj rekla, se strinjam, to pa nismo podobnega mnenja. No, če bo še kakršnokoli mnenje, če ne bom pa prvo povedala, kaj je moj mož rekel. Pa bom pa prvo delo na sebi, uspeh sam pride. Krasno, ja, Milena, ampak
krasno, krasno, sam pride, ampak kaj pa, če ne delaš na sebi, pa vseeno pride. Vlasta, starejši kot si, bolj ceniš trenutke v življenju, bolj se, po glavi, zelo lepo. Marija Madonna, že celo Lovro, uspešnost brez osebne rasti ni, predvsem pa uspešno takrat, ko druge okoli sebe narediš boljše. Dragi Lovro. Lovro je drugače moj učitelj, včasih učitelj naše skupine ljudi, ki jih je učil prodaje, danes uspešen direktor A1, srček, po eni strani srček, ampak vedno sem govorila, Lovro, dej še malo odpri srce, Lovro, še malo odpri, dej malo še odpri srce, upam, da ne bo zameril, glede na to, da me pa zdaj že malce pozna, pa tudi ve, da pač povem tako, kot mislim. No, da bom kratka, ko ponavadi je tako, pa oteglim. Se še imamo Alenka, uspešnejši kot so ljudje, ki delajo, uspešnejši so ljudje, ki delajo na sve, uspevam tudi, zdaj pa ne bom videla več, ampak je težko za ljudi okrog, če delajo na sebi. Krasno, draga Alenka, pusica zate, sem te celo klicala danes. To je ena moja sorodna duša, to pravim, to so tako, ko pol najdeš neke sorodne duše in pol tudi se lahko s takimi ljudmi pogovarjaš in lahko deliš dobre in slabe in manj dobre in tako naprej. Čeprav ni nič slabega. Sem vprašala Igorja in sem rekla, Igor, kaj ti misliš, ali je duhovnost in uspešnost, kaj imata skupnega? Moj mož me je tako pogledal, evo Jasmina, ko se sprejmeš sam sebe, bom pol potem prebrala, hvala, čisto sem, kar pišete, sem vesela, vedite, da vsako vaše mnenje je resnica, Irena živjo, je resnica, to pomeni vaše mnenje pravo, moje mnenje pravo in čisto kakršnokoli mnenje. To pomeni, resnično govorim samo svojo izkušnjo in z vami bom podelila mojo izkušnjo. Živo je Jernej in tudi Jernej je napisal. To pomeni, ne glede na to, koliko smo stari, vsak vidi malce drugače. No, da zdaj povem, kaj je rekel moj mož, če ne bom spet še kaj prebrala, potem moj mož je rekel tako, da čist kontra je šel. Je rekel tako, ne moreš biti uspešen, če nisi srečen in če ne najdeš svojega notranjega mira. To je bil njegov stavek in je vse, kar je povedal. Kar pomeni notranji mir, pa srečo najdeš pa predvsem z delo na sebi. Ampak lahko vam pa povem, da si lahko uspešen, ker mi imamo v Sloveniji, tudi Lovro mogoče ali pa kdorkoli drugi, ki me spremlja, se postrinjal, zelo, zelo, zelo veliko uspešnih ljudi, ki pa ne delajo na sebi. In žene jih nekaj to, kar je gnalo tudi mene, to pomeni, nekje zamenjamo, marsikdo, če ne najde kakšne sreče v ljubezni ali če ima malo težje otroštvo, hvala Nada, bom pol prebrala, ker če ne, bom pol bolj poslušala, bom brala vaše, pa bom šla iz teme. Mislim pa da vas zanima, ker mi je marsikdo tudi pisal na to temo in potem sem rekla, dajmo to odpreti. Najboljše, ker sem vam napisala vaše vprašanja, moje izkušnje, da to podelim. Ko se spomnim, tako da mogoče boste iz te zgodbe lahko kakšen vzorec drug našli, pa ga poiskali, pa videli kakšno drugo osebo, ki je Tina živjo, ki je podobna, ampak skozi mojo zgodbo lahko, da boste mogoče še koga drugega odkrili. V življenju, ko rasteš v skromni družini, to pomeni v skromni družini, kjer ne vem, pogrešaš, dobiš tudi neke vzorce, ali pa naprimer, ne bom skozi te vzorci, da vas ne bom zmedla. To pomeni, želiš, si postaviš nek cilj, da boš uspešen, da boš nekoč uspešen. In če se spomnite mojih besed, moja beseda se je celo tako v mladih letih, to sem tudi v knjigi napisala, sem želela biti uspešna poslovna ženska z krasno aktovko in tisto aktovko nositi in tako naprej. In potem, če še slučajno se ti zgodi, da v ljubezni nisi srečen in ne najdeš to srečo, ne vem, prvi partner, pa ne prvi partner, začnemo najprej pri starših. Če pri starših si bolj kot ne samo priden in ne vem, pogrešaš tisto ljubezen, da si lahko samo svoj, zato lepo prosim, dovolite otrokom, da so malce samo svoji, da vam kdaj pa kdaj rečejo kaj nazaj. Ne rabijo samo kimati, ker če kimajo, poli damo v službe in pridejo tam, iščemo, ne vem, so odličnjaki, doktori in poli damo v službe in od njih pričakujemo, da bojo kreativni in pol oni malo zmrznejo za tega, ker pač niso navajeni, ker so bili pridni. No, ampak ta uspeh te žene, to pomeni, če se ti pol zgodi tudi v ljubezni, da nisi nekako srečen
in iščeš tisto ljubezen, da ti jo kdo da, ti odpre srce. Vedno so prve ljubezni, so najlepše ljubezni. To Will Smith ful lepo pove v enem videu, mi je fantastičen video. In potem padeš tam, kjer misliš, da je najboljše, da greš, in to je v poslu. In marsikdo med njimi, tako kot jaz, se zaljubiš v poslu. Zamenjaš ljubezen, ki bi jo lahko mogoče našel kjerkoli drugje, jo najdeš v poslu in to postane tvoja ljubezen. In ta ljubezen te žene in žene in žene naprej, to pomeni, želiš še. In marsikoga od uspešnih ljudi, ki ga vidimo, je to njegova ljubezen. To pomeni, on v poslu vidi ljubezen. In nima blage veze z duhovnostjo ali z osebno rastjo. Zdaj se vam opravičujem, zdaj ne bom brala, pa bom pol prebrala, da mi ne bo ušla rdeča nit, pa se bom tega držala, pa bom pa res vse prebrala. In zapomnite si, to je samo moja izkušnja. Lahko, da je vaš pogled totalno drugačen in nič narobe, če je drugačen. Pustite takšnega, kot je, ker to je pa vaša resnica. Govorim o meni, konkretno o meni. In bolj, ko sem hlastala, temu se res reče, želela, da smo še boljši, privabljaš v svoje življenje točno take ljudi, ki hlastajo po tem, ki so mogoče bili kdaj razočarani v ljubezni, niso imeli dovolj ljubezni, in privabiš v svoje okolje ljudi, ki imajo podobne vzorce. In kaj je potem še najbolj pomembno? Da ti se želiš poistovetiti s takimi ljudmi in želiš. Ne vem, jaz se spomnim, ko sem rasla tam 2014, kako je to lepo, da mi ful dobro govori. Tako mi reče, eden izmed uspešnih gospodarstvenikov, mi reče, ti nimaš nobenega botra, tako da lahko vse poveš, kar je. Nikomu nismo karkoli mogli dati, da smo lahko dobili posel, ampak lahko govorim to, kar mislim. In potem želiš spoznati vse te uspešne ljudi. In res sem imela priložnost, kdaj smo vstopili v SBC, Slovenian Business Club, še vedno pravim, da to je res en tak zaklad vseh podjetnikov, ki so notri, in takrat sem spoznala še ostale uspešne ljudi. In pol, ko sem spoznala, sem jih začela spoznavati. In takrat bi tudi rekla, da sem se naučila poslušati, sem jih poslušala, slišala in tako naprej. In takrat sem dojela, zato se mi je to leta 2015 zgodilo, ko sem rekla, fak, jaz imam vse, ampak jaz sem navznotri prazna, jaz ne vem, kaj z mano, nekaj se dogaja, vse to, kar bi si vsak želel imeti, meni pa nič to ne pomeni. Jaz sem to spoznala, ampak želim vam povedati, da uspešnost na nek način obstaja veliko uspešnih ljudi, ki nima blage veze z duhovno rastjo, mislim z osebnostno rastjo in so vseeno uspešni, ampak tam najde ljubezen. In takih ne moremo obsojati, zaradi tega, ker so tam našli ljubezen in oni dajejo. Sam največkrat se zgodi pri takih ljudeh, kjer jim je posel ljubezen, da je tako. Ali se strinjaš z njimi, če se strinjaš z njimi, potem boš fenomenalno živel, ker potem se strinjaš in boš peljal to pot. Če se pa ne strinjaš z njim, ali pa ne strinjaš z njim, napačno bom, mogoče bom drugo zgodbo, ker smo glih včeraj z eno izmed mojih kolegic, strank, se ne vem niti kako naj rečem, sorodnih dušic, bogin odprle to temo. Temu bi se reklo tako, poslovnež, ki je srečen, da dober posel gre, uspešen poslovnež, tisti bo srečeval tudi ljudi okoli sebe. Če pa je, na primer, poslovnež ali pa uspešen človek, da ni srečen, ta bo isto to energijo prenesel na druge. Kajti, spet govorim, to je moja izkušnja, tudi to sem jaz počela, tudi to je bilo pri meni. To pomeni, ko sem začutila, da sem srečna, da rastemo, da gremo naprej, wow, to je to. Sem z maksimalno energijo, to pomeni s to strastjo, ki je na nek način napadalna strast, to je napadalna strast, tudi njih omrežila. In ko smo to delali, smo se vsi skupaj premikali. Ko so bili mogoče oni srečni, na nek način srečni, zadovoljni, vse je v redu, ne rabimo skakati, ne rabimo ono gor dol delati. In jaz nisem bila srečna, to ni bilo okej. To ni bilo okej. To je tisto v mislih, kot človek lahko reče. Zdaj se po moje križa kdo od poslovneža, ki gleda, pa my God, to pa res upam vse povedati. Vse upam povedati.
res vse upam povedati, res. In včasih se mi res, pri meni ni teme, ki jo ne bi upala govoriti o temi. Še o seksu lahko govorim, še to temo lahko odpremo. Res je pomembno vedeti, da to so energije, ki jih zaznate v okolju, ki jih rečemo tako, ko uspešen človek stopi v prostor in če je on srečen, potem je dober vibe. V primeru, da pa ta uspešen človek ni srečen, ni zadovoljen tisti moment, nekaj mu ne paše, vsi boste začutili ta vibe, ki bo padel dokaj nižje. To pomeni, boste vedeli, da se nekaj dogaja. Nekaj je na tem področju. In v tem delu sem bila tudi jaz. In če se spomnite 2017, ko smo zamenjali celoten tim, to je prišlo do tega. To pomeni, moja duša se brani, če moja duša se odpira, moja duša išče drugo hrano, moja išče ljudi. Meni je bilo ful lepo slišati, kako se ljudje smejijo. Ko se spomnim nazaj, ne vem, zdaj to že imam dolgo časa, si želim slišati ljudi in mi paše, ko jih slišim, ko se smejijo po hodnikih. Ampak spomnim se eno mojo sodelavko, ko je prišla v podjetje, ko je rekla, ko so se ljudje smejali, kako me moti ta smeh, zakaj ne gre v pisarno, zakaj se pogovarjajo. Lih to je ta znak. Ko smo mi mirni, notranje mirni, tako kot reče moj mož, in srečni navznotraj, potem nam paše, ko se ljudje tam smejijo, tudi če mi nismo srečni. Tudi če se nam nekaj zgodi, mislim srečni, tudi če nismo tisti dan v takem vibu, ne vem, nas nekaj zob boli, se ne počutimo dobro, se nam je nekaj zgodilo, bomo srečni za tiste ljudi, ki so srečni. Tako da, uspešni ljudje lahko so uspešni, če nimajo tudi osebnostne rasti. Vendar, če pa imajo osebnostno rast, to pa je tako, kot je napisala, mislim, da je napisala Maja ali Tina, ne vem, katera je napisala, potem se pa samo odpira in se samo odpira in se odpira. In v naše življenje potem začnejo prihajati. No, za pa drugo izkušnjo, to pomeni, prvo sem se skozi nekaj borila, pa to, pa gor, pa dol, pa sem pa tja skozi nekaj, takrat, ko nisem si dovolila poslušati svojega srca, zato ker pač to ni bilo dovoljeno, to je uspešni ljudje iščejo naprej, grejo na polno naprej. Sem sekundo. In ko sem začela delati konkretno na sebi, to pomeni, tako kot reče moj, zdaj sem pozabila, čisto vedno ga pozabim, Wayne Dyer, njega najrajši poslušam, res ga rada poslušam, tako, tak milina, tak super glas, tako mi prileže noter v uho, že to, se veste, ko rastete, vedno bolj, ko boste rasli, ko boste osebnostno rasli, se vam bo dogajalo to, da boste nekoga pred tem super ste ga poslušali, ste ga imeli full fajn, vam je bilo všeč, ko vi se rastete, lahko da vam ne bo pasal ta ton, da vam jaz ne bom pasala in greste naprej, lahko da vam nekdo drug ne bo pasal. Naprimer, jaz zelo rada poslušam ene že skozi, naprimer, tudi Oprah mi je fajna, tudi Louise Hay mi je fajna, tako, Esther Hicks mi je tudi v redu tako za poslušati, potem Bruce Lipton. Se mi pa naprimer zgodi, da Simona Sineka sem zelo, zelo rada poslušala, to bi ni tako učila gor, zdaj pa mi kak zvok ne paše. Pa to zdaj ne pomeni, da sem jaz višje kot on, ampak nekaj je noter v meni, kar pomeni, da je moj vzorec, ki ga je treba rešiti, ali pa je čas za kak drug korak. Tako da nič bati, če vam kdo ne paše, pa se odmaknete. Ok, hotela sem, da se vrnem nazaj v ta del. Ko naša duša, res naša duša, sorry vsem tistim, tako bi rekel moj mož, halo, o čem govoriš? Ko ga tako včasih daj zmotilo. Mi smo sestavljeni iz uma, iz srca, če rečemo temu, in iz telesa. In naše srce ne išče, oziroma naša duša, ki je notri, ki nekako funkcionira in gre naprej, ona res ne išče materije. Se pa strinjam, da materijo je dobro imeti. In ko ti prestopiš ta del osebnostne rasti, ko začneš delati na sebi, konkretno delati na sebi, kaj se ti najprej dogaja, to res toplo priporočam vsem dragim vodjem, res ne se ustrašiti svojih minusov. Povejte jih, ker ko jih boste povedali, ko boste izustili svoje minuse, res rečem tako, izustili, boste tudi ozavestili.
To pomeni, če rečem, joj, nisem za operativna dela, zdi se mi, da imam, evo, Laura izpostavlja, tudi jaz mislim, zaključevanje prodaje je vedno bil tako pri meni, pa jaz ne bi to, pa jaz mislim, da človek je ta pravi, ki ali bo kupil, ne morem zdaj jaz pritiskati neki puš na njega, da se ga slečem in tako naprej, ker me je to učil. In sem vedno tako mislila, ok, lej, to ni nekaj, kar to moje srce govori, da to ni dobro. In ko enkrat oseba stopi v ta svet, kar čuti, da počne, da verjame v to, kar počne, pridejo take stranke, najprej pridejo taki ljudje, takšni zaposleni, potem se zgodi, zato pravim, dovolite si odpreti, se opravičujem, da sem malo ušla iz te teme, to meni, dovolite si povedati, kaj je. Jaz se opravičujem tudi, ker zdaj jaz imam moje izkušnje z mojimi sodelavci, strankinih izkušenj toliko ne govorim, ampak naprimer je pa to že pri meni veliko, da se lahko o tem pogovarjamo. Če reče katera sodelavka ali sodelavec, v kolektivu si ne zaupamo. Tista oseba, ki to reče, ima ona največji vzorec nezaupanja. Pomeni, da se najprej vzorec začne pri njej, pri tej osebi, ki je to izustila. In na tak način potem poiščemo in delamo na tem in rečejo, imam izziv zaupati ljudem. In kaj je to tako težavnega? Kaj je tako težavnega to povedati? Ali pa naprimer reči, ne počutim se varna ali pa varen v podjetju. Kaj je to spet tako težkega? Ker če to izustimo, rečemo, potem ozavestimo in se vprašamo, kaj pa lahko naredim, da pridem do tega, da se bom počutil varno. Kaj lahko naredim, da si zaupam? Kaj lahko naredim, da naprimer, ne vem, zdaj si bom jaz tako, ne sprejemam, to pa res ne bi dala zame, to pa res ne, ker jaz sem res odprta in sem odprta na sprejemanje, rada delam z mladimi. Naprimer, da rečemo, ko pride nekaj novega, čeprav nisem se naučila še tega Pinteresta, pa tega TikToka, pa to, ker se mi to zdi, pa to pa res ne rabim. Če bi pa to potrebovala, bi pa tudi to se naučila. Zakaj pa ne? No, ampak, ko rečemo, ko si dovolimo, mogoče v poslovnem svetu, ker bi rada prišla zdaj do lastne vrednosti. V poslovnem svetu se tudi nam marsikdaj zgodi, glih to, da nas je strah odpreti nekaj, ne vem, nekdo pride z nekim novim predlogom in ti takoj v sekundi 20 iščeš v celem, ali je to v stavku, ali je to v tisti osebi, to meni fokusira se na tisto osebo, ko ti nekaj prodaja ali pa karkoli, in iščeš, če ne sprejema spremembe. To pomeni, če si ne dovoliš, ker te je strah, da mogoče ne bi ugotovili, da tega znanja nimaš, da sam ne vem, česa je strah. No, do tega še nisem prišla, do tega še res nisem prišla, kaj se zgodi pri ljudeh, ki če boste znali, bom ful vesela, ki so res strokovnjaki, tako visoki strokovnjaki. In pol pride nekdo ali pa pride neka nova ideja, nov projekt in se tega projekta branijo. In najdejo najprej 101 minus, preden pride do plusa. In če slučajno ta projekt res ne uspe, potem lahko rečejo, a sem vam rekel, da ne bo v redu projekta. Kaj je, do tega še nisem prišla, to pomeni, da lahko, da se nisem na nobenem področju se tako globoko poglabljala pri nas v podjetju, da vedim, ampak resnično opažam pri ljudeh, ki so res taki specialisti, strokovnjaki, predvsem na tehničnih področjih, da ko pride nekaj novega, da resnično prvo iščejo vse slabo in potem dobro. Zato pravim, če mi to izustimo, pa rečemo, ne vem, težko sprejemam nove projekte, zdi se mi, da bom dala primer, težko sprejemam nove projekte, kak izziv je, ker boš prišel, ker bo v tvoje življenje prišel nekdo mlad, mogoče kak mlad, lahko tudi star, se ni važno, kakšen je, ampak odprt za spremembe. In ti boš dobil osebo, ki bo odlična kombinacija, komplementarna tebi, odlična, da boš lahko sprejemal neke nove, ker bo ta oseba naredila to predtem, vse pregledala in ti boš lahko začel po nekem procesu delati naprej. Ok. Jaz srčno upam, da ste me razumeli. Danes sem dve stvari malce se dotaknila. To pomeni, uspešni ljudje so lahko uspešni, zaradi tega, ker jih žene ljubezen do posla, ljubezen do novih projektov in ni potrebno, da so tudi osebnostno, na osebni rasti rastejo.
Ego je veliko krat kriv, da iščejo slabo pri idejah, ki jih, ja, bravo, ja, krasno, to ne vem, če mi je moški, ki se ne vidim. Igor mi je rekel zadnjič, pa dej nauči se, pa tole preklop, pa me zraven, pa če mi ne dela tale iPad, evo, to je zdaj nova tehnologija, jaz ga imam tlele zraven, ampak nisem še gor, da bi lahko malo konkretno brala. Tako da, tudi do tega pride. Čak, da se vrnem nazaj. Aha, bi pa rada mogoče to rekla. Ko se vam zgodi, lep večer, Nina, ko se vam zgodi, da začutite zdaj, da boste vedeli, ko se vam zgodi, da nimate zdaj, eni ste voditelji, eni ste, lastniki, direktori, eni ste vodje, eni ste zaposleni. Ko boste začutili, da imate močno energijo, ki ni prava energija, to pomeni, da je energija bolj na minus, kot na gor, ne to početi, ne to delati ekipi, ne delati ljudem, ne to širiti, zato da se vas zapomne, to tista prepoznavnost, to se jaz spomnim, oh my god, pa sem prišla, pa če ni šel kak projekt, pa sem prišla s tisto mojo energijo noter, Zdaj gledam tiste moje kopije, ki so tudi še vedno taki, kot so eni, čeprav so že naredili velike korake, ampak še vedno, ampak jih potem poskušamo staviti, ne, res delamo veliko na tem, Brigita živja. Tako da, ko začutite, da nekdo od oseb ima psihično težko energijo, mogoče stopite ven, rečite, zato jaz vedno rečem, včasih sem oboževala ljudi, ki so kontrirali, pa so rekli, jaz se ne strinjam, jaz mislim, da je to pravo gor dol, ne, v vseh teh letih, dobro, jaz sem že 45 let stara, imam pa raje tiste ljudi, ki rečejo, jaz bi pa zdaj počasi zaključil sestanek in bi odšel, tako da te ljudi zdaj prav drugače gledam, ker oni rečejo, to je pa zdaj ni moja energija in se ne želim mešati v to. Ok, zdaj pa kako povečati, ko pa začnemo delati, ko se nam telo prebuja, Telo se lahko prebuja na dva načina. To pri meni se je zgodilo to, da sem avtomatsko nisem bila srečna. Lahko se telo naredi drugače, telo ukrepa pri kakšna bolezen. Lahko se nam zgodi kakšna nesreča, to pomeni prometna nesreča, karkoli. Nekaj, da se nam zgodi, to pomeni pride čas, ko se obrnemo malo drugače in začnemo na svet gledati drugače. Jaz pravim, da vse se zgodi v pravem času. Čisto vse se zgodi v pravem času in v pravem času vedno, če je učenec pripravljen, učitelj pride, verjeli ali ne. In vedno vsi tisti ljudje, ki so okoli vas, lahko da so enkrat v vlogi učitelja in drugič v vlogi učenca. Samo to sprejmite in si dovolite, da res to tudi obstaja. Evo, Vanja tudi lepo piše. Vanja me zelo lepo razume. Se strinja Vanja, ker sem prebrala in si zelo lepo napisala, tako da krasno na prejšnjem videu. Jaz vse preberem, tako da res jo vzamem. Preberem zato, ker si želim videti, ker včasih sem želela delati na kvantiteti. Res, danes delam samo na kvaliteti. Danes mi pomeni in tudi kdorkoli gre z mano, tudi na križarjenje, do zdaj sem že govorila kar, mislim, da 27 ali 28 ženskami, boginjami, ki grejo na križarjenje, čeprav jih je 29, potem sem že na obredu in tako naprej. Ok, da sem z vsako osebo, katerakoli dela z mano, želim se najprej slišati, pogovoriti, jo začutiti, da vidim, če je pravi čas, lahko da ni pravi čas in da si še vzame malce časa sama zase, oziroma da spozna, to pa je zdaj, ko reče, zdaj me pa kliče, zdaj pa vem, da je pravi trenutek. Ok, tako da na osebni rasti duhovnost je samo tisti klic, ki se zgodi in tudi moja zgodba je bila taka, 2015 se mi je to zgodilo, potem sem začela res veliko se posvetila knjigam, to je tisto, kot je narodno, da bi komu povedal navzven, da te nekaj kliče, da ti ni ok. Potem sem poiskala terapevte, da tudi sama rečem, kaj se z mano dogaja. Kakor veste, smo v našem podjetju imeli psihologinjo, tisti, ki veste, ker sem že o tem govorila in je bila vrsto let in pol sem tudi lahko z njo govorila. Mi je dosti pomagala, ker mi je sama povedala, malo me usmerjala, da se prebujam, da imam drugačne poglede in da se mi bo to dogajalo. In tudi povedala mi je, ko se nam dogaja, lepo prosim, bodite strpni s seboj. Res bodite strpni do sebe in tudi do drugih ljudi. Ko se začenjate prebujati, to pomeni, ko se vam začenja dogajati, da vam v življenju ni dovolj samo materija
In da vam ni dovolj samo, ne vem, drage večerje, krasna potovanja, lepe obleke, ne vem, nasmejani prijatelji, veliko športa in tako naprej. Potem, kaj se vam zgodi, bodite strpni najprej do sebe. To pomeni, ko se vam zgodi ena sprememba, zadihajte. Naprimer, jaz danes uživam ob ognju, s možem smo si prižgala, ne vem, v soboto pa smo imela ogenj, pa smo gledala zvezde, pa verjeli ali ne, tudi 3 ure lahko sedimo, poslušamo glasbo, ikare, večinoma ikare, in uživamo in gledamo zvezde in jaz se pogovarjam s zvezdami in tako naprej. To meni, spremeni se pogled in zato je včasih, jaz sem nekje 2 leti dala mojim sodelavcem takrat, če jim bo pomagalo, da bojo oni tudi poskušali videti življenje tako, na tak način, da se počasi odpirajo za osebnostno rast, da tisti, kateri pač niso, katerim sem se zdela zmešana, vodu, čarovnica, kakorkoli, tisti so vsekakor odšli. Drugi so pa pol ostali in so tudi naredili spremembe pri sebi. In druga zadeva, se pa zdaj dotaknemo lastne vrednosti. Ja, evo, kako lepo je napisala Nada. Ful mi je všeč, spremlja me, posluša me na slovenskem jeziku, ampak zanimivo, no? Zanimivo. Koliko je ura? Ježuša Marija, zdaj sem pa že preterala, ker smo rekli, da bom 20 minut. Dajmo še lastno vrednost se dotakniti. Ženske, to je spet tema, ko je pa moj mož včeraj govoril z mano, včeraj ali pa predvčeraj mi je rekel, Tanja, kdaj smo moški naredili to ženskam, da smo jih postavili v to vlogo, da so borke in da nažalost ne morejo izraziti svoje ženstvene plati. A na to, kar jaz zdaj počnem, pa je prej nisem. Hotel me vprašati, kaj se je zgodilo, da ko sem te spoznal, si bila borka in pa sem ga tudi vprašala, tako si se zaljubil, ker si tako hotel imeti tako borko, da se bo borila, da bo karkoli naredila, ampak dobro razmišljanje, zakaj, kaj se je zgodilo z ženskami, s tisto našo žensko, pravo žensko, boginjo. Prave boginje so tudi amazonke. Mislim, prave boginje niso tiste, ki bi pokleknale, pa bi dejansko vse pokimale možu, ampak prave boginje so tiste, ki res držijo steber v hiši. In tudi, naprimer, mož pride in jih vpraša za nasvet in znajo podeliti, ampak žensko, toplo energijo, z drugačno, tako, z intuicijo, z milino, vse drugo je noter kot pa to. No, ampak, ko mi smo se naučile, ženske kot borke, da pokažemo, koliko smo vredne in smo veliko delale. Res, zdaj sem hotela reči en šluk, tako se reče pri nas v Velenju, bom spila čaj, če lahko. In ko začnemo delati, ocenjujemo, da edino, kar šteje, da bo nekdo rekel, wow, pogledajo, kakšno je, da šteje vrednota delo. In posledično, evo moja zlata Marina, in posledično, kaj se zgodi, da delamo, jaz bi tako rekla, glih zaradi tega, ker smo take natančne, ker hočemo vse oddelati, ker smo pozorne, delamo več kot tisti čas, ki nam je namenjen. In takrat, če bi si znale pravilno skalkulirati, koliko ur delamo, bi videli, da ta naša urna postavka je krepko prenizka za to, kar počnemo. Ampak mi še vedno vztrajamo in potem grdo gledamo moške, ka moški pa naprimer grdo oddelajo in pridejo in so super. In pa mislimo, dobesedno, to se nam dogaja v službi, dogaja se v zakonu, kjer pridemo. Dobro, mogoče se katere vesele, katere ne. Poznam tudi take, ki niso, pa rečejo, joj, moj dela sem 5 ur, pa ima to gnarja, jaz delam pa po 10 ur, pa to pa to. Kaj je razlika? Da spustite za Božjo voljo to. Še moj mož je meni rekel lansko leto, rekel, koliko ti hočeš na mesec narediti, da vem, koliko moram delati, da ne bom imel manj, da bom imel več kot ti, nekaj v tem stilu. In kaj je posledica? Ko smo obremenjene s tem, namesto da to spustimo in rečemo, želim delati, ne vem, 5, 6, 4 ure, to se učimo vloge, ampak tisto, kar bom delala pa kvalitetno. Če rečemo, delamo 6 ur, ne more biti 7 ura, 8 ura, 9 ura.
in smatramo, ampak to stranko ne morem reči ne, pa tej stranki ne morem reči ne, pa tej stranki ne morem reči ne. In kam pridemo? Pridemo do tistega, ker smo prej imeli joy, veselje, ljubezen, srečo, srce, pridemo do tega, da smo premenjene in to premenjenost tudi s to energijo gremo naprej. In potem so pač odgovorni vsi ostali okoli nas, v resnici smo pa same krive za to. Tako da, lastna vrednost je spet tisto, ko bi najprej dala en takle nasvet na rokah, tako kot sem jaz vzela si prvič 2 meseca. Poglejte, koliko videov sem vam to govorila. Tako da sem najprej čutila, da imam slabo vest, po drugi strani sem rekla, vsako leto si bom vzela 2 meseca, če ne še več, 2 meseca pa pol, dopusta. Ko določite, koliko časa boste delali, učili so nas, nobena vrata ne zapirja. Včasih je treba kakšna vrata zapreti, pa reči, bom zaprla, zato ker spoštujem sebe in spoštujem svoj čas in namenila bom 6 ur za svoje stranke. In teh 6 urah, če boste ne reči, ampak moram vzeti še to stranko, zaradi tega, ker se mi tu pa pozna, vem, koliko je ura, zdaj pa res moram končati. Evo, to je pa spet naprej tema. Na tak način boste začela čistiti svoje vzorce, boste začeli čistiti svoje vzorce, ker se boste soočili s tem. Kaj pa zdaj, če te stranke ne bom vzel? A pa bom se zameril komu? Ne. Rekel sem ne. Wow, imam se rad. Imam se rada. Druga taka bo zadeva, ko boste stranki rekli, ne morem za tak denar delati, pač postavil sem si višjo urno postavko. Ne boste tako rekli, ker veste, da imate 6 ur in boste rekli, moja urna postavka je takšna ali pa delam tako pa tako. Ok, tu sem se zdaj dotaknila samostojnih podjetnikov ali pa tistih, ki pač spoštujete svoj čas in veste, kaj lahko za svoj čas naredite. Ampak na koncu še vedno mora biti nek uspeh. Ko govorimo, da bo vse padlo z neba, dragi moji, ne pade. Tudi za križarjenje. Res je na križarjenju že prijavljeno 29 ljudi, vendar to ni padlo samo z neba. Res ne. To pomeni, to je akcija, to je klicanja, to je malce govorenja, to se pogovarjanja, razmišljanja o tem, razmišljanja o programu, to ne pade. Tako da, jaz sem prepričana, da manifestacija obstaja. Res sem prepričana. In jaz skozi pravim, tile angeli gor me imajo neverjetno radi. Imam res vesolje, ki mi je podprto. To pomeni, rekla sem, želim 30 žensk peljati na križarjenje, plus me 3. In kaj se je zgodilo? Ena še pride in tista eno in pol zapremo in naredimo. Ampak kaj je poanta vsega tega? Pomembno je, da delate tako, da rečete, ok, dodelam naj program. Kakšen program, kaj si želim? Delate, akcija. Akcija je tista, ki spodbuja manifestacijo do tega, da pride. Tako da se opravičujem zdaj vsem tistim, ki ste drugačnega mnenja in se strinjam z vašim mnenjem. Jaz še se mi ni zgodilo, da bi kar tak spustila, pa da bi kar se samo prišlo. Bi bilo fajn, da probam enkrat čisti spustiti, pa reči nekaj pride. Naj se kar zgodi, kaj bo prišlo. Ne vem, mogoče mi boste vi kako postavili, pa bom pol se prepustila, pa rekla, ampak čutim odgovornost najprej do teh ljudi, ki so z mano, čutim odgovornost do tega, kar sem poslala v nebo, sem pa prepričana nekaj drugega. Dober večer, Ivana. Če si pa nekaj zaželite in da verjamete v to, res da verjamete v to, bo vse prišlo. Res se bo vse zgodilo, bo vse prišlo in boste vse to dobili, ampak na tak način boste tudi gradili lastno vrednost. Ker boste začeli spoštovati sebe, začeli boste spoštovati svoj čas, začeli boste spoštovati svoje vloge, da je prav, da ste, ne vem, partner, da ste starš, da ste poslovni, karkoli ste, voditelj, da veste, kaj je biti voditelj. Vendar lepo prosim, bolj, ko boste dotaknili se sebe in svojih občutkov, prepričana sem, da boste uspešnejši. Res sem prepričana. In nič zameriti tistim, ki so uspešni in ne delajo na sebi, ker bodo delali, slej ko prej bodo delali. Nekaj bo sigurno prišlo, pa bo prišlo do tega. Ampak to je njihova ljubezen in spoštujemo to njihovo ljubezen, ki mogoče pa nekdo drug videl čisto nekje drugje.
To je njihova ljubezen in oni s tem živijo in se oni s tem hranijo in potem s tem nahranijo ali poskrbijo ne za 200, ne za 20 delovnih mest, za 200, 2000, 20 000 delovnih mest, da potem še lahko živijo te in te družine. Želimo si pa čim več srčnih voditeljev, ker če bomo imeli pa čim več srčnih voditeljev, bomo pa tudi imeli bolj uspešni, ker bojo potem tudi uspešni njihovi sodelavci. Evo, jaz upam, da sem poskušala skozi to temo vam povedati določene stvari. Tisti, ki hočete poiskati sebe in poiskati svojo lastno vrednost, jaz kako sem je našla v pravem času, pravem času, tako rečem, vedno ji bom hvaležna, ona me mogoče še malce bolj potisnila noter v to, v ta svet, da se nekaj ok, zdaj pa, da se res začnem spoštovati in ceniti, da sem vredna. Je bila Iza, ampak vsekakor, kje pa sem to dobila, da izdam skrivnost, sem pa to dobila na obredu. To pomeni na obredu ljubezni, ker sem v resnici pogledala, soočila sem se z resnico, kje sem, dokam sem prišla, kaj je tisto, kar me ovira, kaj je tisto, kar je prav, da spravim, da odstranim, da dam malce stran. In pri meni se je pokazalo, da je dobro, da dam malce na stran, da srček pride do izraza in pokaže vse tisto, kar je še dobro, da na tem naredimo. In res sem ponosna na vse ljudi, hvaležna za vse tiste, ki se prijavijo, ki upajo iti z mano na to potovanje, ki upajo narediti korake. Karmen, upajo narediti korake in s temi koraki potem začeti spremembo svojega življenja. Zapomnite si, ko enkrat spoznate v vas notri ljubezen, nikoli več niste enaka oseba. Vedno ste samo boljša in boljša in boljša. Samo tako rastete. Zdaj je en poslovnež, to si res želim deliti, preden bom še potem to... Vedno sem tako obsedena z uro, zato ko so mi rekli, da 20 minut niso dobri videi. In pa jaz bi vam še pa toliko veliko povedala. Toliko sem fascinirana in presrečna, ker je eden izmed res poslovnežev, takih uspešnih poslovnežev, mi povedal v mesecu marcu, ker sem ga tako, pa probi malo meditirati, pa probi malo to, pa dejva to, pa kaj če bi bilo pa ta varianta, kaj če bi bila pa tako varianta, mi je rekel, da sta ženo šla ven, seveda ne v Slovenijo, vedno takoj Slovenci, gremo kar ven, tam bo boljša. Jaz se pa tako fajn zdaj počutim v Sloveniji in mi ful fajn in vse se tle dogaja. Sta šla v tujino in sta se udeležila treatmenta, to pomeni zdravljenja, treatment, lepše sliši treatment, sta se udeležila 7-dnevnega treatmenta, ker sta se učila meditirati, dihati, zdravo prehranjevati, srečati sam seboj in tako naprej. Aha, kako je lepo mi, Brigita. Sej vem, enim tako paše in vas tudi vidim, ko me spremljate. Včasih si pa mislim, da je kar dovolj 20 minut, pa je to čisto ok, da greste s svojim družinama. No, in kaj mi je bilo všeč, kaj se mu je to zgodilo, ker me je vedno tako rekel, ti si čisto zmešana, tebi se je čisto rolalo, ti si čisto šla. No, marsikdaj so me krivili, ne vem, Izo, ker me je speljala v ta svet in pa sem rekla, jaz sem najsrečnejša in bom za celo življenje hvaležna, čeprav sva si fejst drugačni z Izo, res, ampak mama se pa tako radi, ker smo srodni dušici, res. No, ampak cilj je, ker je pol spoznal ta svet, kaj se je zgodilo? Kaj mislite, kaj se je zgodilo? Želel se je pogovarjati z mano, da mi pove, kaj je ugotovil, kako je dobro meditirati, kaj je fajn se dogajati. Tako da, bolj ko se branimo, bolj prihajajo učitelji, več učiteljev prihaja, več. In pol mi je skozi rekel, toliko si mi težila, da sem pa naredil. Sem ni naredil z mano. In pol mi je iskreno povedal, kaj je izziv. Vsi moški, ki so starejši od mene, si ne želijo z mano narediti tega izziva, zaradi tega, ker hočejo biti v tej luči. To pomeni, oni so za mene idoli, uspešni poslovni moški ali pa take, kot sem jih videla. Če pa bi pristopila na drugačen način, pa rekla, veš kaj, probi tam, ali pa tako, da jim povem, pa bi pa lažje šlo. Tako da, zdaj pa dost. Dragi moji, srčno si želim, da bo vedno več
ne bom drugače dala, manifestacijo bom zaledala, ker smo vsi skupaj, pa je kar dajmo skupaj. Dajmo res postaviti, da bo v letu 2022, ali pa rečemo že zdaj, v letu 2021, vedno več srčnih voditeljev, ki dejansko spoznajo, kako pomembni so odnosi in kako pomembno je delo na sebi. Čim več srčnih voditeljev, uspešnih srčnih voditeljev, ki bodo to prinesli na svoje ljudi. Tako da upam, da ste tudi zdaj eni izmed voditeljev z mano. Jaz to počnem pri mojih, tako da upam, da oni to naprej. Jaz pa tudi upam, da vi boste. Lep večer, če ne nikoli konca ne bo. Čau, se vidimo naslednji četrtek. Če imate kakršnokoli temo, tako odprto, če se bomo dotaknili, ne vem, poslovnega mesta, službe, z veseljem tudi to pogledamo, ampak dajte mi idejo, jaz lahko delim samo moje izkušnje in lahko povem, kako vidim. Tisto, kar pa ne znam, pa tako in tako se ne dotikam. To pa ni moje področje.